Živijo! Sva Matijas in Lučka in to je KB Show! pozdravljeni že v 9. epizodi KB Showa. Malo še pa prva obletnica, ne? Ja, res je. Še to meni, ne, za 10 vsega. Trgamo. Med drugim pa se da omeniti tudi to, da je naš Matijas par dni nazaj imel svoj 21. rojstni dan, ne? Tako da vse najboljše, Matijas, dejansko so letos oba praznovala rojstna dneva v karanteni. Kaj jih niso praznovala. Res je. Zato sočustvujem z čisto vsemi, kateri ste imeli rojstni dan v zadnjem obdobju, se pravi v obdobju karantene. V zadnjem letu, stari. V zadnjem letu, ja, Celo res je. leto. Kaj če zdaj mi na infokanal, pa Ja, neha vas odbluziti, ja. zato ker ne vem, če to... Info kanal. Začenjava pa z dogodkom, ki bo... Tako, infokanal pa začenjava z dogodkom, ki se bo izvajal 16. decembra in sicer dogodek nosi ime Uspešna podjetniška zgodba, v katerem bomo gostili zelo znano podjetnico in predvsem v zadnjem času zelo tudi opevano slovensko uspešno podjetnico Nastjo, ki prihaja iz podjetja Malinca. Povedala nam bo sploh, kako je prišla na idejo, ne? Kako je bilo torej uspeti, kaj vse je na poti doživela, kje vse se je učila, ker vem, da je hodila tudi okoli po svetu. Pa. Če želite tudi vi postati uspešen podjetnik in v bistvu priti do ene takšne res dobre ideje, ste vljudno vabljeni ponavljam 16. decembra na to predavanje. Seveda, da spišete na zadnje svojo uspešno podjetniško zgodbo. Kako ste za lepo povedali? Hvala. Sentimentalnosti nikoli ni preveč. Nas pa čaka 19. decembra še en zelo zanimiv dogodek. Res ne smeš zamuditi zaključka naše kulturne trivije. In sicer zgodil se bo ob 7. zvečer. Dogodek bo potekal deloma na Zoomu in pa deloma na Kahootu. In pa vodila ga bova ena in edina, Lučka in Matijas. Ali Lučka pa Matijas, pa kaj mi to sploh veta? Dela katerega avtorja so bila največkrat ukradena? Dajte se oglasiti, res na trivija najtu, super bo. Mogoče pa vi to veste, ker mi dva nena. Pablo Picasso! Ja, Njega, ja, definitivno. vse to je bil moj naslednji pik. No in ker več glav več ve, bo torej trivija potekala v skupinah, največ 4 člani se lahko prijavijo, tako da več informacij pa najdeš v opisu videa, ne, in na našem Facebook dogodku. Hkrati ste vabljeni tudi 21. decembra na, v bistvu že omenjen dogodek iz prejšnjega videa, kjer vam bo Lučka povedala vse in še več o svojem popotovanju po vzhodnji Evropi, če se ne motim. Res je, med drugim bom povedala tudi, kaj je moja mama rekla na to, Tako? da sem šla sama. To me je že v prejšnjem videu zanimalo. Ne, tada. Zdaj pa res, 21. 21. se vidimo. Lahko ti podarim samo ljubezen. In tudi ta teden sledijo aktualne novice. Prejšnji teden sva torej začela z... Se mogla spoditi ven iz transa. Tako. Prejšnji teden sva torej govorila o tem, da študentje v bistvu zadnjih nekaj mesecev sploh nismo zajeti v te protikoronske pakete, oziroma na našem področju sploh se nič ne dogaja, no? Kot da nas ne bi bilo, se nekateri pristojni obnašajo. In torej ŠOS, ali pa drugače Študentska organizacija Slovenije, je pripravila kar nekaj predlogov, ki bi se naj vključili na področju študentov in dijakov v prihodnjem, torej 7. protikoronskem paketu. In danes bomo v bistvu predstavila neke bistvene, ki se nama zdijo, da so najpomembnejši. Ne? Kot prvi predlog predlagajo, da bi se Zoisove in državne štipendije dvignile za 50%. In pa, da bi se vsem, ki so torej drugače opravljajo študentska dela in trenutno pač nimajo zaposlitve, da se jim enako kot ostalim zaposlenim v državi povrne vsaj 80% dohodka za nekaj mesecev nazaj, oziroma pač za to mesečni dohodek, ki so ga do zdaj prejemali. Ne? Moram reči, da ta drugi se mi zdi zelo smiseln. Ja, ta se drugi je strinjam. res smiseln. Strinjam, je pa tudi smiselno to, da predlagajo, da bi se vsem osnovnošolcem, dijakom in študentom kupilo potrebnih stvari, torej, ki jih potrebujejo in si jih sami ne morejo privoščiti. Tukaj gre torej od vseh stvari, ki jih zahtevajo od nas za učenje, torej računalnik, kamero, ne? To so take stvari, ki jih marsikdo doma nima, pa ne vejo, na koga se obrniti. Da moramo na koncu, oziroma moramo pač, da se na koncu po občinah zbira denar za njih, ko pa konec koncev, če je tako organiziran torej proces učenja nadaljavo, zakaj jim torej država takih stvari ne priskrbi.
res je. Ni to pa edino področje, o katerih so, oziroma kateri predlog je dala Študentska organizacija Slovenije. Drugo področje pa temelji na izobraževanju in sicer, se pravi, prvi predlog je v bistvu že nam vsem tudi dobro poznan, kar ti je že vključen bil v prejšnje protikoronske pakete, se opravičujem, v katerih je bilo govora o tem, da se študijsko leto ponovno podaljša za v bistvu še eno dodatno študijsko leto. Ja. Se pravi, da ima vsak študent možnost, da zaprosi za podaljšano Torej, če si študijsko svoj leto. bonus že porabil, lahko sedaj, če ti slučajno ni uspelo, torej v tem novem, kako se izobražujemo, dokončati vseh potrebnih Predmetov, obveznosti, izpitov. ja, bi lahko zaprosil še za eno študijsko leto. Tako. Tretje področje je področje zdravstva in sicer tukaj predlagajo, da bi tisti, ki opravljajo delo prostovoljno ali pa so zanj plačani preko študentskega dela, da prejmejo dodatek v višini mesečnega plačila. Res strateška poteza, Fair. ki je res na Pač mestu. fair. Zato, ker se mi zdi, da dosti se govori o tem, kako močno cenimo ljudi, ki dan danes delajo, ki so v neposrednem stiku z obolelimi. In zakaj torej tisti, ki so zaposleni, dobijo ta dodatek, ne vem, nekdo, ki pa se enako trudi, kot študent pa tega Jih dodatka ne bi večjemu še dobil. veliko bolj tvegane, seveda. Tveganje, Pač- nazadnje tveganje je tisto, ki mislim, da tukaj predvsem velja omeniti in ga v bistvu s tem tudi pod narekovaj nagraditi. Res je. No. Četrto področje pa je področje javnega prometa, v katerem v bistvu je bil predlog dan, da se bi naj vsem študentom in dijakom omogočil zastojen prevoz javnega, se pravi mestnega in medkrajevnega prometa, kar je v bistvu bilo zelo kul. Kar je to si vedela, da so zdaj v bistvu, ne vem, če se dan, ampak tisti, ki smo imeli torej celo letno vozovnico za tu Marprom, kupljeno si imel čez počitnice zastonj. Ja, Vožnja se tako z je bilo na avtobusom, Rivi ne. tudi, ja. In zdaj so pač to odpovedali. Tega več ni. Odpovedali so Ja, celo? tega več ni letos. Jaz- Zato pa so zdaj vložili ta torej predlog, da bi nasplošno bil zastonj, ker konec koncev, če si lahko mi začunamo, ko niso z Maribora, koliko v bistvu je Denarja. javni promet drag, ne? Se ljudi segment spoznaj naju in danes pa v bistvu nimava. posebno. Ja, ne. prav posebno. Prav posebno, v bistvu samo en fun fact o nama skupaj in sicer to, da se poznava že 17 let. Torej, skupaj smo bila v vrtcu in imamo tudi slikovno gradivo, Dokaze. da to potrdi. Prav spomnim se, ne, da takrat smo bili na 16 je bilo, ne, če se spomniš. Ja, valjda. Zdaj imamo slučajno priložnost, da pozdravimo. Šarovče Urški, Nuši, Janu in pa Jerneju. Vsaki dan, 4 leta, kaj smo hodili v vrtec, 4 leta smo skupaj hodili v vrtec in 3 leta vsak dan smo se igrali. Ni minilo dneva, da ne bi bili taki gruča prav nas. Zdaj šestih. vse ostale 4 lepo pozdravljamo. Ja, res Zdaj imate je. razlog, da si gledate res KMŠ. Res je. Verjamem, da se spomnite, da sva v prejšnji epizodi tudi načela v bistvu nov segment, se pravi, to je to, da bova v vsaki epizodi povedala oziroma podala neke določene predloge za film, serijo, knjigo. Da nam ne bo doma glasbo. dolg čas, ne? Tako, da bo ne bo doma dolg čas. In danes sva se odločila za, glede na to, da smo prejšnjič imeli glasbo in serijo, bova danes imela Knjigo in film. In torej, ker sem jaz ta knjižni mol izmed naju, ne, bom torej ta teden jaz začela s knjižnimi predlogi. In sicer za ta teden predlagam knjigo Evgenij Onegin, torej pisemski roman, ki jo je napisal Puškin. Če ste jo že kdaj prebrali, verjamem, da bi jo radi še enkrat, ker je fantastična knjiga. Če pa je še niste, mislim, da je zdaj odlična priložnost, torej, da vzamete v roko ta roman in ga zaužijete. Že prebral? Ne, Bo še do zdaj. konca. No, gremo film. Ja, gremo raje film, pustimo to. Zdaj pa gremo na malo bolj zanimivo zadevo in se pravi, to so filmi nam vsem, verjamem, da ljubši. V bistvu danes imam za vas predlog, no, če se te navežem potem na lučko, tudi jaz bom se malo vrnil, sicer glede same zgodbe v zgodovino, se pravi, film se imenuje V srcu morja. Film pa govori v bistvu o ljudeh, ki so v zgodovini lovili kite in kazuje inspiracijo za knjigo Moby Dick, verjamem, da poznaš ta roman. Res je? Več vam ne želim spoilati, pogledajte si sami ta film, res vam ga priporočam, dober zgodovinski pustolovski film je in res vabljenih k ogledu. In k branju. Se pravi, teleportirali smo se do konca videa in na tej točki tudi mi dva zaključujeva današnji KMŠ. Ne pozabiti lajkati, se naročiti in seveda vklopiti obvestila za naš kanal. Ajde! Adijo!